Natanko pred 50 leti so v Murski Soboti ustanovili Društvo invalidov. Članice in člani društva, ki se danes imenuje Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota, so praznovanje polstoletne obletnice počastili slavnostno prireditvijo v hotelu Diana v Murski Soboti. Zbrane je nagovoril Rudolf Kulič, predsednik Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota. Spoštovane članice in člani Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota. Za nami je dolgih 50 let, za katere smo lahko ponosni, in jaz seveda ponosen na vas, ki ste mi pomagali to društvo pripeljati tako daleč, da danes lahko s ponosom rečemo, praznujemo Abrahama in praznujemo 50 let našega obstoja. Leta 1969, 50 let po priključitvi naše male domovine k matični Sloveniji, so se zbrali na grajskem dvorišču v Murski Soboti ljudje, ki so čutili potrebo, da se invalidi organizirajo v mestni občini Murska Sobota in da ustanovijo društvo. Ta iniciativni odbor je sklical zbor članov, tako kot ga imenujemo danes, v kinodvorani v Murski Soboti in 10. maja 1969. leta je nastalo Društvo telesnih invalidov Murske Sobote. To društvo je zraslo v veliko društvo in na koncu se je preimenovalo v Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota, ki pokriva 12 občin, upravno enoto Murska Sobota in ki trenutno ima nekaj čez 800 članov, od tega 600 rednih članov in 200 podpornih članov, ki jih smatramo kot dodano vrednost, ki nam pomagajo pri našem delu in našim invalidom so večkrat tudi v pomoč. Vse, kar se tiče društva, kar bi hoteli vedeti o tem društvu, najdete v našem biltenu, ki smo ga izdali o 50-letnici društva. Da pa ne bi šli kar tako mimo, moramo pozdraviti najprej, jaz še vedno trdim, najprej vse vas, drage članice in dragi člani. Šele na to ali pa predvsem še ustanovitelja našega društva, ki je edini živoči še Jože Peterka, ki nam je 50 let prisoten v tem našem društvu, dolgo leta funkcionar našega društva, poverjenik v mestni občini Murska Sobota in sedaj naš še deloven član. Vabilu na prireditev se je odzvalo veliko število predstavnikov drugih organizacij, tudi krovne organizacije Zveze delovnih invalidov Slovenije. V imenu le-te je navzoče nagovoril Ivan Kostrevc, podpredsednik zveze. Spoštovani invalidke, invalidi, članice in člani Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota, spoštovani vabljeni gosti, v imenu Zveze delovnih invalidov vas prav lepo pozdravljam. Iskreno vam čestitam za vaš praznik 50. obletnico delovanja, ki ga praznujete danes. Kot vam je znano, Zveza delovnih invalidov Slovenije v letošnjem letu obeležuje 50-letnico svojega delovanja, ki jo bomo obeležili pod geslom 50 let Zveze delovnih invalidov Slovenije, praznujemo preteklost in izboljšamo prihodnost. Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota je član zveze največje reprezentativne invalidske organizacije Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki združuje več kot 50 000 članov invalidov in pa ki so združeni v 69 društvih invalidov po Sloveniji. Začetki so bili trdi in okorni, a vedeli smo, da smo vedno bližje sanjam o družbi, enakih možnosti in enakopravne obravnave. Takrat se še nismo v popolnosti zavedali, da smo delček velike svetovne skupine, ki je svet zaznamovala Združenih narodov.
Še manj smo si lahko domišljali, da bo naša država ena prvi podpisnic konvencije o pravicah invalidov. Vse to in še vrsta mednarodnih listin, na katerih temelji domača zakonodaja, pa je imela en sam cilj ustvarjanja enakih možnosti za invalide. Dovolite mi, da izrazim zahvalo in spoštovanje vsem prostovoljcem, ki so s prostovoljnim socialnim delovnim prispevkom prispevali k večjemu razumevanju invalidnosti in sožitju, sprejemanju različnosti in strpnosti v medsebojni odnosi. Prepričan sem, da bo današnji jubilej spodbuda za bodočo dejavnost tako za društvo invalidov kot lokalno skupnost, ki je že do zdaj pokazala kot občutljiv partner pri urejanju razmer na področju invalidnega varstva. Invalidi ne zahtevamo več, ampak ravno toliko, kolikor imajo drugi, saj brez enakih možnosti ne moremo živeti človeka dostojno življenje. Spoštovani, danes je vaš praznik. Praznik, ki simbolizira 50 letij dejavnosti Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota na področju uresničevanja posebnih socialnih programov, posebej namenjeni najbolj ranljivi skupini prebivalstva. Ob tem bi pa tudi izkoristil priliko, da podelimo priznanje zaslužnim članom in pa Medobčinskem društvu Murska Sobota za uspešno in pa dolgoletno delo, pa da jih spodbudimo še za nadaljne boljše delo. Zveza delovnih invalidov Slovenije ob tej priložnosti podelila priznanja, in sicer Medobčinskemu društvu invalidov Murska Sobota ob njihovi obletnici, kakor tudi zaslužnim posameznikom. Priznanja so prejeli Genoveva Baranja, Eva Celec, Ante Selič, Jože Vratuša, Gizela Bencak in Jožef Peterka. Pokroviteljstvo nad prireditvijo je prevzela Mestna občina Murska Sobota, s katero Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota vzorno sodeluje, skupno pa zagotavljata osnovno poslanstvo in pogoje hendikepiranim osebam, kar je izpostavil Zoran Hoblaj, podžupan Mestne občine Murska Sobota. Dovolite mi, da vas v imenu Mestne občine Murska Sobota prav lepo pozdravim. Še posebej vam prenašam pozdrave našega župana, dr. Aleksandra Jevška, ki je danes žal odsoten. Veliko tega je že bilo danes povedanega. Jaz sigurno ne bom povedal nič novega, vendar spodobi se, da spregovorim ob vašem visokem jubileju nekaj besed, zato mi namenite kakšno minuto ali dve. Danes praznujemo častitljivo obletnico, saj obeležujemo 50 let od ustanovitve društva, katerega poslanstvo je skrb za invalide oziroma ljudi s posebnimi potrebami. Skupina zanesenjakov, ki se je pred 50 leti zbrala na dvorišču Soboškega gradu, je imela plemenito idejo pomagati tistim, ki so najbolj potrebni pomoči. Svojo idejo so realizirali na ustanovnem zboru 10. maja 1969 v Soboški kinodvorani, ko je bilo ustanovljeno prvo pomursko društvo invalidov, imenovano Društvo telesnih invalidov Murska Sobota. Današnje ime je Medobčinsko društvo invalidov dobilo leta 1996, ko se je takrat oblikovala tudi nova lokalna samouprava. Osnovna nit delovanja društva je delovanje na socialno-humanitarnem področju s ciljem uveljavljanja pravic invalidov, preprečevanju diskriminacije, ozaveščanja in nudenja pomoči, vključevanja invalidov v vsakdanje življenje in spodbujanja za samostojno življenje, pri tem pa skrbi društvo tudi za zdravje, rekreacijo, izobraževanje, usposabljanje ter tudi kulturno in športno udejstvovanje invalidov. Ne smemo pozabiti tudi delovanje skozi posebne projekte ter sodelovanje tako z tujimi organizacijami in navsezadnje zelo dobro sodelovanje z društvi iz svojega področja ter z lokalno skupnostjo. Mestna občina Murska Sobota nosi naziv občina po meri invalidov. Toda naziv ni dovolj, zato je potrebna nenehna evalvacija doseženih ciljev in pa postavljanje novih ciljev, da bi mesto lažje
zadovoljevalo potrebe invalidov. Dovolite mi, da se v imenu Mestne občine Murska Sobota zahvalim vsem, ki ste v preteklosti dali svoj pečat delovanju društva. Vsem, ki danes aktivno delujete v društvu, ter vsem članom društva, obenem pa izrekam iskrene čestitke ob vašem visokem jubileju. Iskreno čestitam tudi vsem prejemnikom nagrad. Na koncu pa naprošam predsednika, gospoda Kuliča, da se mi pridruži in prevzame priznanje Mestne občine Murska Sobota, ki ga naša občina podeljuje društvo ob 50. obletnici delovanja. Hvala za pozornost in iskrene čestitke. Iskrene čestitke in uspešno delo še vsaj nadaljnjih 50 let. Hvala lepa. Hvala. V kulturnem programu so nastopile učenke in učenci osnovne šole 3 in osnovne šole 4 Murska Sobota ter invalidski pevski zbor Prijatelji. Praznovanje je bila tudi priložnost za druženje, prijateljski klepet, pogled v preteklost in načrtovanje za prihodnost. Ob okroglem jubileju čestitka vodstvo Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota, kakor tudi članicam in članom za postorjeno ter tudi uspešno nadaljnjo delo.